Koprčani, ki še vedno želijo tretje mesto in imajo 4 zaporedne remije v drugem delu prvenstva, so tokrat doma pričakali Celjane, ki so izgubili samo pri ljubljanski Olimpiji. Začetek tekme pa je bil tokrat nekoliko bolj obetaven za domače Koprčane. Želeli so 3 točke in krenili so odločno. Izvrstna priložnost Pučka, ki pa je žogo poslal mimo celjskih vrat po tem nesamostojnem prodoru. Po kotu gneča pred celjskimi vrati. Na koncu so domači zahtevali igro z roko Sebastjana Gobca, katere pa vendarle ni bilo, brez 11-metrovke, in igra se je tokrat samo nadaljevala. Poskušal je Čovilo, glavni sodnik tekme pa tokrat 11-metrovke ni dosodil. Do konca tekme v prvem delu še 2 lepi koprski akciji. Najprej je Pučko meril oddaleč nekoliko mimo gola, potem pa še morda eden izmed ključnih momentov tekme. Ivica Guberac je prejel rdeči karton, ker je udaril Krajcarja. Takole situacija, ko je prejel udarec Krajcar. Guberac pa je bil po mnenju glavnega sodnika Nejca Kajtazoviča nekoliko pregrob in moral predčasno pod prho. V drugem delu pa so Koprčani najprej zapretili prek Brečeviča, ki je na koncu zgrešil, nato pa prva prava priložnost za grofe iz Celja. Oddaleč je meril Žurej, potem pa odbita žoga in Srdić je bil na pravem mestu ter popeljal Celjane do prednosti 0:1. Po 1 uri igre so gostje torej vodili, do konca tekme pa so Koprčani skušali izid tudi izenačiti. Tole je še enkrat kombinacija Celjanov, lepo je prišel do strela Žurej, odbita žogo pa je v mrežo pospravil Srdić in popeljal Celjane do pomembne prednosti. Najprej je po kotu streljal Čovilo, brez težav je to obranil vratar Kotnik, ostalo je pri minimalni celjski prednosti, domači pa niso obupali. Najprej je tule dosodil simuliranje Džukića sodnik Kajtazovič, pokazal mu je tudi rumeni karton in še naprej so bili Koprčani brez danega zadetka. Rumeni karton Džukiću, gostje so imeli 3 točke v svojih rokah in tekma se je vse bolj bližala koncu. Prekrška za 11-metrovko v tem primeru verjetno upravičeno tokrat ni bilo. Tole je še ena akcija in velika gneča ter nekaj sreče. Čovilo je na koncu iz voleja zgrešil in streljal nekoliko previsoko, potem pa še sodniški podaljšek. Še ena podaja pred gol Galešiča, tokrat pa je zgrešil Mendy in zapravil še zadnjo priložnost tekme. Koper Celje na koncu 0:1. Kanarčki po 5 tekmah še vedno brez zmage v tem drugem delu prvenstva.